No, predstavljamo si naslednjo situacijo. Piše se januar 2026 in po najvišjih slovenskih inštitucijah začne krožiti en tak na videz povsem uraden dokument. Ampak vsebina. Vsebina je bila vse prej kot običajna. To ni bila neka prošnja ali pritožba, niti mnenje. Ne, to je bil nalog. In to nalog naslovljen kar na državo samo. In na tem dokumentu se je bohotil tale pečat. Pečat Nacionalnega sveta za digitalno etiko. In komu je bil poslan? Ja, vladi, parlamentu, sodiščem, praktično celotnemu državnemu aparatu. Sporočilo med vrsticami je bilo popolnoma jasno. Poslušajte, obstajajo nova pravila igre in pričakujemo, da jih boste spoštovali. In tukaj se seveda postavi eno ključno vprašanje. Kaj se pravzaprav zgodi, ko neka skupina državljanov ne samo kritizira države, ampak gre korak dlje? Ko formalno zavrne njeno avtoriteto in jo poskuša, pazite tole, podrediti svojim lastnim pravilom. Dobro, pa gremo lepo po vrsti. Poglejmo najprej osnove. Kdo točno stoji za tem, milo rečeno, izjemnim dokumentom? In komu vse je bil poslan? Ker že sam obseg naslovnikov pove ogromno. Torej, pošiljatelj je Društvo za srečno življenje Belis. Delujejo pa preko organa, ki ga imenujejo Nacionalni svet za digitalno etiko. In pod vse skupaj se je podpisal mag Mihael Belis. Da bo jasno, ne govorimo o neki državni instituciji ali politični stranki. Ne, gre za zasebno društvo. Ampak takšno, ki si očitno lasti suvereno moč. In prijemniki? No, seznam je v bistvu celoten imenik slovenske države. Resno, od vlade in vseh ministrstev preko celotnega pravosodja, pa vse do zadnje od 212 občin. Poteza je bila očitno zelo strateška. Nihče, ampak res nihče ne bo mogel reči, pa saj nisem vedel. Dobro, ampak to nas pripelje do bistva. Na čem za vraga sploh temelji tako drzna trditev? Kako lahko eno zasebno društvo sploh utemeli, da je njegova volja nad voljo države? No, vse skupaj temelji na eni zelo specifični interpretaciji njihovega lastnega statuta. In tukaj je ključ do celotnega argumenta. Pazite, ne sklicujejo se na kakšno revolucijo ali odcepitev, ne. Sklicujejo se na dokument, ki ga je potrdila Republika Slovenija sama, uradno, 8. julija 2002. Njihova trditev, s tem, ko je država registrirala njihov statut, je neohote priznala njihov, recimo mu, avtonomni pravni red. V samem središču vsega je 9. člen njihovega statuta in ta pravi, citiram, društvo sprejema za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. Sliši se morda abstraktno, ampak iz tega enega stavka izpeljujejo nekaj neverjetnega. Pravico, da sami presojajo, kateri državni zakoni zanje sploh veljajo in kateri ne. To pomeni, da je njihova hierarhija prava popolnoma postavljena na glavo. Na samem vrhu, poglejte, nista ne ustava, ne mednarodne pogodbe. Tam so neki abstraktni, naravni zakoni. Takoj pod njimi njihov statut. In šele čisto na dnu so zakoni Republike Slovenije, po še ti veljajo samo pod enim pogojem, če niso v nasprotju z vsem, kar je nad njimi. Ampak tu še ni vse. Celotno to konstrukcijo, ta pravni zid, dokončno zacementira 58. člen. Ta namreč določa, da je za razlago statuta pristojen kdo? Izključno njihov upravni odbor. In kaj to pomeni v praksi? Po tej logiki nobeno slovensko sodišče, noben inšpektor, noben državni organ nima absolutno nobene pravice presojati, kaj njihov statut sploh pomeni. S tem se v bistvu razglasijo za pravno nedotakljive. Dobro, to je vse lepa pravna teorija, ampak kako se to prevede v prakso? V konkretne zahteve? Kakšne praktične posledice in, imunitete naj bi iz tega izhajale za društvo in seveda za njegove člane? Ključno je, kako definirajo sami sebe, v nasprotju s sistemom. Pravijo takole, nismo podjetje, ne lovimo dobička, nismo niti del države, ne živimo od proračuna. Trdijo, da so samooskrbni, odvisni le od prostovoljnih prispevkov članov. In sklep, ki ga potegnejo iz tega, je pa sila preprost. Če si izven sistema financiranja, potem zate ne veljajo niti sistemska pravila, recimo davki ali pa fiskalni nadzor. In pazite, tukaj ne gre samo za društvo kot neko pravno osebo, kot organizacijo, ne. Nalog zahteva imuniteto za zelo konkretno število ljudi, za vseh 5641 članov in za vsakega od njih naj bi veljala popolna procesna imuniteta. Kaj pa to pomeni v praksi, v vsakdanjem življenju? No, pomeni, da za teh več kot 5000 ljudi določeni državni postopki preprosto ne obstajajo. Naprimer, avtomatizirane odločbe brez človeškega podpisa?
zanje so nične. Prisilna digitalizacija ne velja. In tisti pravni koncept fikcije vročitve, veste, ko se šteje, da ste pošto prejeli, čeprav je niste dvignili, za njih je to pravno neobstoječe. Ampak, če ste mislili, da se ambicije ustavijo na mejah Slovenije, ste se zmotili, očitno ne. Njihov naslednji korak je namreč trditev, da ta njihov poseben, suvereni status ne velja samo pri nas, ampak kar v celotni Evropski uniji. Argumentacija je, precej preprosta, a hkrati izjemno drzna. Gre takole. Njihov statut je bil potrjen leta 2002. Slovenija je vstopila v EU leta 2004. In ob vstopu, tako trdijo, je Evropska unija prevzela celoten slovenski pravni red, takšen kot je bil takrat. Vključno z njihovimi, kot jih imenujejo, pridobljenimi pravicami. In zato naj bi njihov status veljal v vseh 27 državah članicah. Zakaj? Ker je starejši od slovenskega članstva v Uniji. In vrhunec te logike? Absolutni vrhunec je trditev, da je njihova članska izkaznica veljaven potni dokument. Ja, prav ste slišali. Ker so bile njihove pravice pridobljene še pred dobo biometrije, naj bi jim ta izkaznica omogočala prečkanje meja brez upoštevanja vseh sodobnih sistemov nadzora. Od slovenske vlade zato ne zahtevajo le nekega pasivnega priznavanja, da jih pusti pri miru. O ne, zahtevajo aktivno ukrepanje. Nalog jim namreč veleva, da mora Slovenija o njihovem posebnem statusu uradno obvestiti vse ostale članice Evropske unije. Pa ne samo to, obvestiti mora tudi Interpol in Europol. In za povrh zahtevajo še vpis statusa svojih članov v šengenski informacijski sistem. Sveda se zdaj postavlja logično vprašanje, kaj pa če država vse to preprosto ignorira, če reče ne hvala. Zadnji del dokumenta je namenjen natanko temu, ultimatum, in grožnjam z zelo osebnimi posledicami za vse, ki ne bodo poslušni. Rok je bil kratek in jasen. 30 dni. Po preteku tega roka, tako so trdili avtorji, naj bi ta nalog avtomatično postal pravnomočen in zavezujoč. V razmerju do njihovih članov naj bi dobil moč zakona. Kar tako. In tukaj se zgodba prevesi na zelo osebno raven. Odgovornost naj se ne bi več valila na neko abstraktno državo, ampak na konkretne ljudi. Na uradnike, policiste, sodnike. Dokument jasno pove, da tista klasična izgovora nisem vedel ali pa samo sledil sem navodilom po 23. februarju 2026 preprosto ne bosta več veljavni. In te osebne posledice so finančne. Zelo. Nalog vsebuje kar natančno tabelo kazni, ki naj bi jih uradne osebe plačale iz svojega lastnega žepa. Poglejmo, ignoriranje statusa člana 5.000 evrov, prisilna digitalizacija 10.000, omejevanje gibanja 15.000 in zloraba osebnih podatkov kar 50.000 evrov. Gre za zelo jasen poskus ustvarjanja pritiska na vsakega posameznika znotraj državnega aparata. In za konec je celoten dokument seveda opremljen s pečati in podpisi. Vse skupaj mu daje videz nečesa uradnega, ne izpodbitnega. To ni mišljeno kot nek politični manifest ali pismo bralcev, ne. Po svoji obliki in vsebini je to zasnovano kot izvršljiv pravni nalog. In vse to nas pripelja do enega temeljnega vprašanja. Ta dokument namreč ne izziva samo nekega posameznega zakona, ne, izziva sam monopol države nad tem, kaj pravo sploh je. Zato se moramo vprašati, ko se pojavi takšen formalni izziv, kdo na koncu sploh odloči, kaj je zakon? Tisti, ki imajo večino v parlamentu, morda sodišča, ali pa morda čisto preprosto, tisti, ki so svoja pravila sposobni tudi uveljaviti v praksi. Začnimo z enim vprašanjem. Kaj, če bi obstajalo zasebno društvo, ki lahko za svoje člane razglasi državne zakone za nične? Kar tako. Ja, preprosto zato, ker se jim ne zdijo logični. In kaj, če bi članska izkaznica tega društva delovala kot recimo nek potni list po celi Evropi in ti dale imuniteto? Mislim, večina bi verjetno rekla, da je to nek zaplet iz filma o kakšnih hekerjih, ki so našli luknje v sistemu. Točno. Ampak danes se poglabljamo v vir, ki trdi natanko to. In to ne kot fikcija, ampak kot pač pravno realnost. Neverjetno res. Pred nama je uradni dokument, naslov je uradno obvestilo in obvezujoč nalog. To ni neka objava na forumu, ne? Ne, sploh ne. Uradno videti dopis poslan včeraj, 22. januarja 2026. In to na najvišje naslove v državi. Vlada, parlament, ustavno sodišče, vse občine. Celo predsednici države.
Pošiljatelj pa je Nacionalni svet za digitalno etiko v imenu Društva za srečno življenje Belis. In naša naloga danes je, da tole razčleniva. Kaj sploh trdijo? Kdo so ti ljudje? In kakšne so te njihove, milo rečeno, drzne zahteve? Poglobili se bomo v to njihovo pravno in, recimo, filozofsko logiko, s katero utemeljujejo svoj položaj, kot nekakšna država v državi v bistvu. V redu, pa se lotiva. Kdo so sploh ključni akterji v tej zgodbi? Imamo torej Društvo za srečno življenje Belis. In njihov, kot mu pravijo, suvereni nadzorni organ, Nacionalni svet za digitalno etiko NSDE. Že sam naslovnik, celoten državni aparat, pove, da to ni šala. Točno. In njihova osrednja teza je v bistvu ključna za razumevanje vsega, kar sledi. Ne predstavljajo se kot klasično podjetje ali neka NVO. Ki bi prosila za sredstva ali kaj podobnega. Ne. Oni sebe opredeljujejo kot obliko druge samouprave. Sklicajo se na 145. člen ustave. Ampak celotna njihova argumentacija, res, celoten pravni nebotičnik, ki ga gradijo, stoji na enem samem temelju. In to je? Njihov statut, ki ga je država, natančneje Upravna enota Ljubljana, pravno veljavno potrdila 8. julija 2002. Ta datum je zanje... Sveti gral. Zakaj pa je ravno ta datum tako pomemben, saj se društva ustanavljajo vsak dan? Pomemben je, ker se je zgodil pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Ampak o tem malce kasneje, to je pika na i. Aha. Zaenkrat je ključno to, da pravijo, država, vi ste nam leta 2002 z uradnim žigom priznali naša pravila igre in ta pravila so zdaj del vašega pravnega reda. In jih nimate pravice spreminjati. Točno, brez našega soglasja. V dokumentu imajo tudi eno primerjalno tabelo, ki je precej zgovorna. Na eno stran postavijo cilje svojega društva: človek, svoboda, resnica. Samouprava, ja. Na drugo pa cilje korporacije ali države, se pravi dobiček, nadzor, sistemsko delovanje. Poudarjajo tudi, da se financirajo izključno iz prostovoljnih prispevkov. Kar naj bi jim zagotavljalo popolno neodvisnost od trga, od proračuna. S tem se že v osnovi postavljajo izven sistema. So, po lastnih besedah, samozadostna skupnost. Tako. In iz te pozicije outsiderja, ki pa ima uradno potrdilo sistema, gradijo vse ostalo. In to je izhodišče za vse te res neverjetne trditve, ki sledijo. V redu, to je torej temelj. Samoupravna skupnost, neodvisna. Ampak pravi preobrat se zgodi, ko pogledava, kaj so zgradili na tem temelju. V njihovem statutu sta 2 člena, ki jima dajata supermoči. Res supermoči. Gre za 58. člen. 9. člen pravi, in to bom kar citirala: društvo sprejema za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. In kar iz tega sledi, je pa iskreno divje. Posledice te določbe so radikalne. S tem si dejansko postavijo svoja pravila igre. Ki so nad državnimi. Točno. Svojo hierarhijo pravnih aktov. In na vrhu pri njih ni ustava. Ne. Ne. Na prvem mestu so naravni zakoni in matematična logika, na drugem je njihov statut, na tretjem mednarodne pogodbe, recimo GDPR. In šele potem... Šele čisto na dnu, na 4. mestu, so ustava in zakoni Republike Slovenije, pa še to z ogromnim pridržkom. Veljajo samo, če niso v nasprotju s prvimi 3 nivoji. Čakaj malo, da vidim, če to prav razumem. Torej, če parlament sprejme nov davčni zakon, lahko njihov svet reče, tale člen se nam ne zdi logičen. Recimo, da rečejo 2 + 2 ni 5 in za njihove člane ta zakon preprosto ne obstaja. Kar tako, brez ustavnega sodišča, brez pritožb. To zveni pravno nemogoče. Točno to je trditev. In zveni nemogoče znotraj obstoječega pravnega okvira. Ampak oni trdijo, da niso znotraj njega. Čeprav so jim temelje potrdili organi tega okvira. Točno. Njihova logika je: vi ste nam priznali statut, v katerem piše, da je logika nad zakonom. Torej ste nam priznali pravico, da nelogične zakone ignoriramo. Ne potrebujejo sodišča, ker je pravica do presoje že vgrajena. Že vgrajena v dokument, ki ga je država sama potrdila. Ampak počakaj, tole je ključno. Ne gre samo za to, da imajo svoja pravila. 58. člen jim daje nekaj, kar si želi vsaka organizacija. Monopol. Ja,
monopol nad razlago lastnih pravil. Člen pravi, določila tega statuta razlaga upravni odbor. Tako je. To je, kot bi igral Monopoly in rekel, samo jaz lahko razlagam pravila. In mimogrede, moje pravilo pravi, da vsakič, ko pridem čez start, dobim ves denar iz banke. Dobra primerjava. S tem zahtevajo absolutno avtonomijo pri interpretaciji. Če finančna uprava reče, mi menimo, da ste zavezanec za DDV, lahko društvo odgovori, naš statut, ki ste ga vi potrdila, pravi, da nismo in samo mi lahko razlagamo, kaj to pomeni. To je pravna trdnjava. Popolna pravna trdnjava, ki so jo zgradili okoli sebe. Dobro, to je teorija, ki je že sama po sebi usupljiva. Ampak kaj to pomeni v praksi? Kako skušajo to prenesti v realni svet? No in tukaj pride tisti obvezujoč nalog. Dali so vladi in ustajem zelo konkretne naloge. Zahtevajo takojšnje prenehanje obravnave društva kot gospodarskega subjekta, uskladitev vseh postopkov z njihovim statutom. In priznanje odločb njihovega sveta NSDE kot veljavnih in dokončnih. In zato so jim postavili 30-dnevni rok. Tako. Po izteku tega roka, piše v dokumentu, naj bi to njihovo obvestilo avtomatično dobilo naravo državnega zakona. Če se država ne odzove z argumenti. Točno. To je, mislim, izjemno drzna poteza. Kjer zasebni dokument, pač po preteku roka in molku nasprotne strani, sam sebe povizdigne na raven zakona. Sklicujejo se na neko staro pravno načelo. Da molk pomeni pristanek. Tako je. Najbolj oprijemljiv del vsega pa je verjetno koncept popolne procesne imunitete za člane. Kako naj bi to delovalo v praksi? Recimo, da mi ustavi policist ali dobim poziv od inšpektorja. Kakšen je protokol? Protokol je preprost. Član se v kakršnem koli uradnem postopku, upravnem, sodnem, policijskem, izkaže se svojo člansko izkaznico in tem dokumentom, tem obvestilom in nalogom. In s tem trenutkom naj bi zanj veljala imuniteta pred vsemi določbami državnih zakonov, ki po mnenju društva kršijo logiko. In kaj so ti primeri kršenja logike? Dajva kakšen primer. Navajajo zelo konkretne primere. Recimo fikcija vročitve. Aha, tisto pravilo, ko se po 15 dneh šteje, da si pošto prejel, če tudi je nisi. Točno. Zanje je to nelogično. Kako lahko velja, da si nekaj prejel, če tega nisi? Ali pa prisilna digitalizacija brez alternative? Ali avtomatizirano odločanje, kjer dobiš odločbo brez človeškega podpisa? Vsi takšni postopki naj bi bili za člana nični. Absolutno nični in neveljavni. To je pravzaprav neposredno opozorilo vsakemu posameznemu inšpektorju, policistu, sodniku na terenu. In dokument gre še dlje. Uvaja koncept osebne odgovornosti uradnikov. Razloživa tole, ker je res pomembno. Absolutno. Njihova trditev je, če uradna oseba, kljub temu, da ji član predloži ta dokument in svojo izkaznico, nadaljuje s prisilnimi dejanji, recimo z rubežem ali kaznjo. Ta uradnik v tistem trenutku izgubi svojo imuniteto kot zastopnik države. Odgovarjal naj bi osebno, svojim zasebnim premoženjem. V dokumentu eksplicitno piše, da izgovor samo sledil sem navodilom. Po 23. februarju 2026, ko se izteče rok, ne bo več pravno veljaven. Torej, ne grozijo več neki abstraktni državi, ampak konkretnemu Janezu Novaku, inšpektorju, ki mora na koncu meseca plačati svojo hipoteko. Točno tako. In to je psihološko zelo močan prijem. S tem odgovornost prenašajo neposredno na fizično osebo, ki izvaja postopek, in na njegovega vodjo. Poskušajo prebiti korporativno tančico države. Tako je. To je poskus, da bi ohromili delovanje sistema od spodaj navzgor. S tem, da v uradnike vsadijo dvom in strah pred osebno odgovornostjo. V redu, do sedaj sva govorila o Sloveniji. Ampak ko sem brala ta dokument, sem prišla do dela, pri katerem sem se morala ustaviti in ga prebrati 3-krat. Vem, na kaj misliš. Trdijo namreč, da vse to ne velja samo pri nas, ampak po celi Evropski uniji. Kako za vraga pridejo do te ugotovitve? To je verjetno najbolj ambiciozen del njihovega načrta. Argumentacija spet sloni na datumih. Spet tisti datum? 2002. Tako je. Statut je bil potrjen leta 2002. Slovenija je v EU vstopila 2004. Njihova logika je sledeča. Ko je Slovenija vstopila v EU,
je Unija uvozila celoten slovenski pravni red. Vse zakone, pogodbe, statuse. Temu se strokovno reče acquis communautaire. In oni trdijo, da so bili oni s svojim potrjenim statutom in posebnim položajem del tega paketa. Torej pravijo, da je EU leta 2004 kupila slovenski pravni red, videno kupljeno, z njimi vred. Tako nekako. To je poskus uporabe načela varstva pridobljenih pravic na mednarodni ravni. Naša pravica so bila pridobljena leta 2002, preden ste vi sploh prišli. Vaša pravila za nas ne veljajo, ker smo starejši od vašega članstva. In to jih pripelje do najbolj drzne trditve v celem dokumentu. Ki je Da je njihova članska izkaznica veljaven potovalni dokument. ne samo osebni dokument, potovalni dokument, ki naj bi člane izvzemal iz vseh novih biometričnih sistemov na mejah, kot sta Entry-Exit System ali ETIAS. Ker ti sistemi temeljijo na EU zakonodaji, ki je bila sprejeta po letu 2004. Torej zanje naj ne bi veljali. Se to je noro. V dokumentu je celo konkreten nalog vladi in Ministrstvu za notranje zadeve. Ja, da morata v 8 dneh o tem obvestiti Interpol, Europol in vse mejne organe Schengena. Predstavljam si obraz mejnega policista na Finskem, ko mu nekdo pomoli pod nos to izkaznico. Točno to je vprašanje. Kako bi lahko Žigu upravne enote Ljubljana iz leta 2002 zavezoval finsko mejno policijo leta 2026? Ampak dokument trdi, da jih. Dokument trdi, da jih zavezuje, ker je Finska kot članica EU pristala na prevzem pravnega reda novih članic. In tu vidimo povezavo z nekaterimi gibanji, ki jih poznamo iz tujine. Recimo sovereign citizen gibanja. Tako v ZDA, ampak z izrazito evropskim pridihom. Namesto da bi se sklicevali na ustavo ZDA, oni uporabljajo pravni red EU kot orodje za uveljavljanje lastne suverenosti. Iščejo sistemsko napako, luknjo v matriki. In trdijo, da so jo našli v enem samem žigu iz leta 2002. Točno. Ali še zobe. V dokumentu je tabela s konkretnimi finančnimi sankcijami. In to ne abstraktnimi grožnjami, ampak zelo natančnimi zneski. Zelo natančnimi. Za ignoriranje statusa člana strani uradne osebe je predvidena kazen 5000 evrov. Ne iz proračuna, ampak iz osebnega premoženja uradnika. Tako je. Za nezakonito obdelavo osebnih podatkov člana, kar bi po njihovo bil vsak vpis v državno bazo brez njihovega dovoljenja, pa zahtevajo do 20 milijonov evrov kazni za institucijo. In sklicujejo se na GDPR. Točno. In to je taktično zelo spretno. Ker ne uporabljajo nekih svojih internih pravil, ampak obstoječi pravni red. Zahtevke utemeljujejo s 26. členom ustave, ki določa pravico do povračala škode. In s splošno uredbo o varstvu podatkov GDPR uporabljajo najmočnejša orodja obstoječega sistema, ustavo, mednarodne pogodbe, uredbe EU, da bi utemeljili svojo izjemno pozicijo. Pozicijo izven tega istega sistema, tako. Njihov argument je: ne morete nas obravnavati po zakonu o upravnem postopku, če je ta v nasprotju z logiko in GDPR-jem, ker je GDPR nadrejanjen. In ker smo mi tisti, ki presojamo, kaj je logično, je naša presoja veljavna. Poskušajo sistem premagati z njegovimi lastnimi pravili. Točno to. Čas je, da potegneva črto. Razčlenili sva ta res neverjeten dokument. Društvo Belis trdi, da je samo upravna skupnost, ki deluje po naravnem pravu in logiki. Njihovi člani naj bi imeli procesno imuniteto pred nelogičnimi državnimi zakoni. Uradniki, ki bi to kršili, naj bi odgovarjali s svojim premoženjem. Vrhunec vsega pa je, da naj bi njihova članska izkaznica služila kot potovalni dokument po vsej Evropi. In vse to naj bi temeljilo na enem samem statutu, ki ga je država uradno potrdila daljnjega leta 2002. Če pogledava celotno sliko, kaj to sploh je? Ta dokument v bistvu predstavlja poskus uveljavljanja suverenosti, ki neposredno izziva državni monopol nad pravom. A kar je najbolj fascinantno, tega ne počnejo z revolucijo ali uporom zunaj sistema. Ne, ravno nasprotno. Poskušajo sistem hekati od znotraj. Nenehno uporabljajo pravni okvir države same, ustavo, zakon o društvih, pristopno pogodbo k EU in ga obračajo proti državi. To je poskus, da bi našli sistemsko ranljivost in jo izkoristili do skrajnosti.
In s tem pridemo do končne misli za poslušalce. Celoten ta elaborate pravni konstrukt, vse te drzne trditve, temeljijo na enem samem dejanju, uradnem žigu in potrditvi strani države iz leta 2002. To nas pusti pred zelo zaunivim vprašanjem za razmislek. Na kateri točki uradno registriran statut se svojo notranjo logiko preide iz sklopa pravil za zasebno združenje v konkurenčen pravni sistem? In kaj se zbudi, ko se ta sistem, ki ga je država nekoč priznala, na koncu razglasi za nadrejenega tistemu, ki ga je prvotno priznal?